sem začela tekmovati, sem začela vedno več trenirati, začela sem tekmovati in kaj se je zgodilo. V bistvu moje ocene so se ful dvignile, ful manj sem bila v šoli, sicer, ker sem trenirala pa tekmovala, ampak ocene so še kar gor, ful sem dobila samodisciplino. Ljudje okrog mene so me začeli spoštovati, ker prej tega nisem imela. Dober večer vsem skupaj in dobrodošli na Mr. JP kanalu. Danes v pogovorni oddaji z gosti, z nami Ula Brank, moja dobra, lahko bi rekli temu že prijateljica, že nekaj časa, čeprav se ne poznamo tako dolgo, ampak smo se kar spoznali. Maserka, terapevtka, trenerka in še zame in v bistvu za Uršo. Tako da me ful veseli, da si se odzvala. Hvala tebi za povabilo. Tako. Te začetki so mi zmeraj najbolj tako, kaj če zdaj povedati, kaj če zdaj reči, pa moraš gosta. Okay. Danes imam ta mikrofonček. Amazing. Ok, hvala. Zmeram podpre, če le lahko. Ta mikrofon imam, zgleda malo manj pro, ampak prejšnji mikrofon je give upov, nov je naročen, pa smo rekli, ne bomo nič cancelali, bomo imeli, malo bolj češko zgleda, ampak važno je, kaj bo Ula povedala, ne kako je zgleda. Ok. No pressure, no pressure. No pressure, sam da švicam že Ok, anyway, res dobrodošli vsi, ki ste z nami, vsi, ki bodo še prišli. Povabite čim več ljudi, sigurno bo izjemno, tisti, ki poznate Ulo, veste, da je njeno življenje polno vzponov, padcev in zanimivih stvari, ki so se zgodile, da je danes tle, kjer je. In, tako da ja, kakorkoli že, ljudje bodo prišli, tisti, ki bojo zamudili, si oddajo lahko pogledajo tudi v posnetku, zmeraj naredimo, zapakiramo v YouTube posnetek in pa lahko to tudi delite s tistimi, ki bi si želeli kasneje pogledati. Tako da, me bo pa kar štartala. A ne? Si ready? Born ready. Ok. Fake it till you make it. Ok, cool. Dobro, pol pa zmeraj začnemo z enim vprašanjem. Daj nam povej, kakšna je bila Ula, ker ta oddaja še enkrat, ko bom zmeraj tu ponovim, ne, čemu je namenjena, sploh oddaja je namenjena najstnikom in ljudem, ki se iščejo v življenju, predvsem tu, da vidimo, da nismo samo mi tisti, ki se nam nekaj dogaja in se nam nekaj je dogajalo, ampak da v bistvu je tu sleherni posameznik se z nečim dela in mislim, da se z nečim sooča in mislim, da smo do zdaj že dobro pokazali. Danes je to naša 10. oddaja, tako da jubilejna. Pa tako da začnemo vedno z vprašanjem, kakšna je bila Ula kot najstnica, s čim si se soočala, kaj ti je bilo takrat v izziv, kaj je bilo, ne vem, mogoče, a veš, kot najstnik se sooča s polno enimi telesnimi spremembami, z okolico, zamenjaš šolo, nekje glih pri 14 padeš v to najstništvo, puberteto in pol si v srednji šoli, pol je vedno pritisk tega faksa oziroma univerze zadaj, pol so tle fantje, kakšen šport, če treniraš. Kako je bilo za tebe tista leta? Kaj si takrat mogoče s čim si se najbolj soočala in kaj si mogoče pogrešala, kaj bi ti takrat prav prišlo, pa ni bilo tam? Ok, najprej, da ti povem, moja puberteta se je začela pri 10, ne pri 14. Okay. Tako da, it was pretty hard, ne, za moje starše. Tako da ja, v bistvu, jaz sem si želela mlajšo sestro in ona je končno prišla na svet, ker sem bila stara 7 let. In potem se je v bistvu začelo dogajati to, da so moji starši, posebej moj oče, ker so bila ful navezana na njega, pa ful sem imela posebno vez, pa tako res se mi je zdelo, da on cel moj svet. In kar naenkrat, veš, zanjo skrbel, pa bil z njo več kot z mano in tako. In jaz sem začela iskati neko moško figuro izven mojega očeta. In hitro sem pogruntala, da so to lahko fantje, sploh jaz, ker sem se pri 10 letih že ful prej razvila, pa sem izgledala malo starejša, pa že majčkeno bolj ženska. In hitro sem pogruntala, da v bistvu, če daš fantom pozornost, jo dobiš veliko nazaj. In vse, kar sem iskala, da v bistvu pozornost, kar se ni najboljše obrestovalo.
ker seveda nisem dobila take pozornosti, kot sem si jo želela, ne. Pa zelo hitro je minila, ne, takrat, ker fant ni dobil tistega, kar je pričakoval. Tako da sem šla skozi zelo težko obdobje zadnjih 3 let srednje šole. Punce me niso marale, zato ker sem bila fantom všeč, fanti me niso marali, zato ker sem bila z drugim fantom, v glavnem kup enih situacij. Veliko krat sem bila usmerjena iz strani žensk, da sem z lepšimi besedami povedano prostitutka, ne, in tako, in zelo v bistvu, zelo grde besede sem dnevno slišala v šoli, tako da tudi dejansko nisem pol več marala v šolo hoditi zaradi tega. Tako da ja, velikokrat se zgodi, da punce iščemo izgubljeno figuro očeta v fantih, včasih tudi pa kasneje v svojemu partnerju. Tako da s tem sem se soočala, to je bila prva stvar. Druga stvar je bila, da sem bila večni upornik. Nikoli nisem hotela delati tisto, kar so mi rekli, ampak čist kontra. Tako da učitelji me res niso marali, čeprav sem imela dobre ocene. Tako da bi pač na koncu nič niso mogli, ne. Tako da ja, imeli so me radi samo oni učitelji, ki so nekako resonirali z mano, da pač ne vem, primer, ful smešen. V 8. razredu smo se vsi mogli naučiti Sočija, ne, recitirati na pamet. Jaz sem se odločila, da jaz tega ne bom naredila, ker to je brez veze in to je neumno in pač nisem razumela, zakaj je bilo to zame dobro. In reče učiteljica pri pouku: Brank, vstani, recitiraj Soči. In jaz: ne bom, ne znam, ker se te neumnosti ne bom naučila. In se reka: sedi, cvek. Jaz sem se tako cajta upirala, dokler mi niso pojasnili, da ne bom naredila 8. razreda, pač če se ne bom naučila. Valjda sem se naučila v 1 uri, ker imam to srečo, ful dober spomin, tako da potem sem čisto recitirala, ampak vedno sem se upirala in da sem tako upornik z razlogom, po moje, ne. Oni sicer govorili, da brez razloga. Tako da ja, evo, to sta bili 2 strani. Moj razlog je bil tak, da nisem hotela delati stvari samo za voljo tega, da so mi rekli, da jih moram narediti. Vedno sem hotela iz tega nekaj ven potegniti. In to je bilo recimo pol tudi, ne vem, ko sem začela delati prek študenta, ne, v srednji šoli, da so meni tam pač rekli, da moram nekaj narediti, ki je bilo totalno budast pa nesmiselno. Sem rekla, ne bom, ne. Jaz sem imela dosti problema in ostala brez šihta, brez joba. Tako da vedno sem iskala nek pomen v vsem, kar delam. Pač nekaj, kar bo ven iz tega prišlo dobrega ali zame, ali pa za ljudi okrog mene, oziroma še boljše, ne, zame in za ljudi okrog mene. Okej, ampak sprav, kar slišim je, da ti je bilo ful pomembno zakaj. Če nisi vedela, zakaj nekaj se dela, pač nisi hotela delati. Ja, exactly, ja. In od kje tu? Od kje ta potreba potem, zakaj? Mislim, a ne, ker to je ena stvar, s katero se dosti mladih sooča, ne. Mislim, recimo mi tudi, ki delam na taboru Martični bojevniki, če te malo razložiš, a ne, otrokom zakaj nekaj, pol grejo pa naredijo, ker vidijo nek večji smisel. Če ga pa sam rečeš pojdi pa naredi, pa on ne vidi večje zgodbe zadaj, se pravi, ni dejansko vključen v vso to zgodbo, ampak se vidi kakor neka delovna sila, mu pa ni okej. Mogoče zdaj, če ti poveš, od kje je tu pri tebi izvira, so te, ne vem, to doma naučili, ali si tu sama pri sebi, ali? Lahko ti en ful čist banalen primer, ki me še danes šokira, ki se ga spomnim. V vrtcu so nas naučili, ko mi rečemo vam dober tek, morate vi reči nazaj hvala enako. A ne? In to je bilo tako, ko v vojski. Dober tek, hvala enako. In noben nam ni povedal, ne, kaj pomeni dober tek, ne, zakaj moramo reči hvala enako. In ko sem prišla v osnovno šolo, smo šli po kosilo s pladenčkom in pridem pred kuharja in on mi da za jesti in mi reče dober tek. In jaz nemo nazaj hvala enako. Ko brainwash otrok, pojma nisem imela zakaj in to sem govorila 2 leti, dokler me enkrat on je vprašal, pač mi je rekel, da se jaz ne bom jedel. Jaz ne gledam, kva, veš, meni nič jasen. In začnem jaz razmišljati, kaj sploh pomeni hvala enako in zakaj jaz tega ne bi rekla, ne, v čem je sploh point. Tako da evo, takrat mi je bilo ono, what the
Ne? Dajte mi povedati, zakaj, da ne spadam pol totalen lolek. Enostavno, hočela sem vedeti, zakaj. Zato, da vem, kdaj to uporabiti, kako to uporabiti. A kaj imam jaz od tega konec koncev? Ali lahko s tem rastem? Ali je to nekaj, kar bom v prihodnosti lahko uporabila? Ok, jasno. Tle se mislim, da lahko dost poistoveta. Se pravi, in upornik si ratala, če tako pogledava zaradi tega, ker ti niso povedali zakaj in ti si rekla, jaz ne bom nikoli več kakor lolek izpadla. Hočem vedeti zakaj, če ne vem zakaj, ne bom naredila. Pa ni važno, kaj je. Ok, cool. Okay. Se pravi, pa si rekla, sem zgubljala veliko služb, pri puncah nisem bila popularna, fantje so bili ljubosumni drug na drugega, spet nisi bila tako popularna, ki si bila z enim, pa te je hotelo še drugi. Še kaj tazga si počela v najstništvu? Poleg šole in tega. Začela sem ful hitro hoditi ven, eksperimentirati, piti alkohol, sprobavati droge. In to vse zato, ker sem res hotela najti se, ker sem hotela potrditev, da sem kul. Spet, ta potrditev, to sem ful iskala skozi. Smisel, kako biti priljubljen, kako biti popularen. In vedno sem se pa družila s starejšimi, zato ker nekako sem izstopala, ker sem se družila s starejšimi, ker sem mlajša. Zdaj so se mi kul, zdaj se mi, da sem pri svojih vrstnikih bolj kul zaradi tega. Posledično se nisem mogla več vklopiti v svojo družbo, kar pomeni, da tudi v šoli recimo nisem imela potem nekih prijateljev pa tako. In v bistvu, začela sem ga žurati in takrat sem dokazala vsem, da če vi meni rečete nekaj, da se ne da, bom jaz vam pokazala, da se da. In en primer tak je bil, da sem stala 14 let. In Opa, čak, sorry. Mogla, to se je pa zgodilo, ker sva prej, to je Zoom pač, In Zoom, zdaj bom razložil za vse, ker ne poznate Zoom. Zoom deluje tako, da če sta samo dva uporabnika, je lahko neomejeno, ker so pa medva imela prej ene tehnične težave, si se pa ti priključila še z računalnikom in so trije. Tako da, kar bova zdaj naredila je, da jaz bom ostal tle, bom zaprl meeting, pa se bova nazaj povezala, ok? Tako da, stream bo ostal živ, to bo 30 sekund trajalo. Ok, zdaj se še enkrat. Evo, jaz se opravičujem, da se je to zgodilo. Ni bilo namerno, kdor dela greši. In tle smo. Evo, moja kamerica je back on, še počakamo ulo. Evo nas. Evo mene. Evo, ekspres nazaj, kot da ni bilo nič, The best. Ok, rekla si, da kjer sva ostala, da si hotela izstopati, si ful žurala, si dokazala, če kdo rekel, da nekaj ne moreš, si ti pokazala, da lahko. In vse to zato, da bi bila kul, da bi te ljudje prepoznali in ti dali neko potrditev. Ula, ti si res kul. V prvi fazi to, potem pa še to, da ful velikokrat sem slišala sebe nič, ti to ne moreš. In to je šlo meni ful na živce. Od koga si pa to slišala? Od učiteljev večinoma. Potem kakšnih sošolcev, ki so mi bili ful za marsikakšno stvar. Večinoma pa res dejansko od učiteljev. Ok, in pa si živela v tem, da pač v bistvu je to čisto ena, tako bi rekel, dosti tipična najstniška, mislim, ena od tipičnih najstniških, kjer se soočaš z tem, da ali imaš po ful podpore, pa nekako ti ne gre, ali pa ti ful gre, pa nimaš te podpore, ker pač tvoje obnašanje devijera. V tem primeru rečva, da je tvoje, mislim, ne rečva, pač je tvoje obnašanje devijeralo od normalnega, in pa so rekli, iz tebe ne bo nič. Si tudi takrat kaj trenirala, kakšen šport? Ali karkoli, kakšen hobi si imela? Celo življenje sem bila športnica. Tudi moj oče je bil športnik in pa po moje bilo logično, da otrok nekaj dela in sem sprobala se res svašta. Ko sem bila pa stara 15 ali pa 16 let, glavna srednja šola, sem pa videla plakat kickboxing, opisuje nove člane. In spet,
kao punce to ne more, a ne. Meni se zdaj to wow, evo, le spet nekaj drugačnega, spet nekaj izven, spet nekaj, ki malo klubuješ svoji okolici. In valjda sem rekla enemu kolegu, dej Bojan, pet, svi do to, dej greva sam za foro, ne. In ta fora se je na koncu prelevila v to, da v bistvu sem bila ful navdušena nad tem, ful mi je šlo dobro, zato ker sem pač prej plesala, pa sem imela ful dobro motoriko, pa koordinacijo razvito. In pol sem začela tekmovati, sem začela vedno več trenirati, začela sem tekmovati in kaj se je zgodilo. V bistvu moje ocene so se ful dvignile, ful manj sem bila v šoli, sicer, ker sem trenirala, pa tekmovala, ampak ocene so še kar gor, ful sem dobila samodisciplino. Ljudje okrog mene so me začeli spoštovati, ker prej tega nisem imela. Tisti, ki pač so me prej zafrkavali, rečemo temu, pa nesramni do mene so se ali umaknili iz nekega strahu, ali pa pač so me sprejeli kot neko novo ulo in sem imela tudi čisto drugačen odnos s sošolci in s prijatelji. Tako da je to bila ful dobra moja skočna deska in pa bi rekla, da šport mi je res rešil in spremenil življenje. Se pravi, ti si hodila žurati in piti in pač droge in tako naprej, kar si prej rekla, preden si se začela s tem ukvarjati. Ja. Okay. Ja, tako nekako je prišel skupaj, ne, ta rough life, pa droge, žuranje in to, in potem prišel kickboks in potem spontano nekako vse te droge, vse alkohol, cigareti, to je pač izvenelo, zato ker sem imela ful močen zakaj. In ta zakaj je bil moj šport, ker jaz sem si zadala, vsi so mi govorili, ja, pa si prestara, pa ne moreš, ne, se pravi, imaš že 16 let, ko si začela tekmovati. Jaz sem rekla, boste vi videli, jaz bom pri 19 letih mednarodna prvakinja. In jaz sem trenirala, vsemu sem se rekla, ker si povedala, mi je bilo the best. Pri 19 letih sem bila mednarodna prvakinja v kickboksu, v mladinski in članski konkurenci na istem turnirju. In sem rekla, evo vam, vse se da. Noben vam ne more reči, da ne morete. Če vi hočete, boste. Sam treba plačati ceno. Ok, kaj je bila tvoja cena? Moja cena je bila ta, da sem zjutraj vstala pred šolo, ki je bila odzun tema, zima, odzun je snežil. Jaz sem tako zalivana, sploh nisem oči odprla in sem navlekla nase vse cune in sem vstala in sem šla laufat ob 5 zjutraj v dež, v sneg, ni imel veze, kaj je bilo. Sem se prišla domov, preoblekla, sem šla v šolo. Po šoli sem prišla dan, sem šla spat, ker sem tako zmatrana. Potem sem šla spet na trening, po treningu sem delala nalogo, se učila do 2 zjutraj, bila sem najboljša v razredu, v 4. letenku sem naredila najboljšo maturo v celem razredu, to je bila moja cena. Ok. In če tako gleda, ok, kakšen starš bi rekel, to ni cena, to je bilo ful dobro. Jaz bi si želel, da bi imel tako hčerko ali pa nekoga, ki je toliko driven, ki ve, kaj bi. In se mi zdi, da si dala ful enih dobrih pač, se pravi, stvari. Lahko si nekdo, ki skozi išče potrditve od zunaj, in pa se druži s starejšimi, začneš kaditi, piti alkohol, mehke droge, včasih trde, kakorkoli že, pač to je zmeraj tam na voljo in tega je veliko. Škoda si zatiskati oči, da to ne obstaja in da pač mladi danes tega ne počnejo in da mi nismo in tako naprej. Ampak pa si rekla, šport je bil tak, kar reš, se pravi nek hobi, Saj za ene je to glasba, za ene je to karkoli, za ene pač nima veze. Važno je samo nekaj, kar delaš v prostem času, kjer imaš nek močen zakaj, ki ti potem postavi neko disciplino. In se pravi, če bi se danes vrnila, bi si želela, da bi že prej začela trenirati? A veš, tako, kaj bi danes rekla ti mlajši sebi mogoče? Če zdaj pogledala tam, do 19 let si nam nekje povedala, kaj se ti je dogajalo, Bi si kar bi rekla... Kaj bi rekla? Ja. V bistvu, čisto iskreno si ne bi želela, da sem prej začela. Zato, ker tako pravijo, ko imaš eno nalogo, da boš izpolnil in ti dajo ogromno časa zanjo, je manjša verjetnost, da jo boš tako dobro izpolnil, ker si zelo omejen s časom. Če jo hočeš narediti, Ja. Tako da v bistvu meni je ta
time pressure, to, pri starosti, one so začele po 8 letih tekmovati. Vse to mi je dal ti zagon, da sem dejansko pustila vse tisto, kar dejansko ni bilo ok zame. Tudi takrat sem vedela, da ni dobro, da ga pijem vsak vikend, pa imam mačka, pa skoraj umrem, ker imam vsake mesec angino zaradi tega in tako naprej in tako nazaj. Vse sem to, da mi je bilo povsem jasno, ampak nisem imela razloga, da bi nehala. Evo, to mi je pa dala razlog, ker sem vedela, če ne bom nehala, ne bom mogla 2-krat na dan trenirati in bom bolna in ne bom mogla iti na tekmo. In evo, to bi zame dosti močen, zakaj ne bi tega spremenila. Ja, saj nisem mogoče misel spremenila, če bi si dala kakšen nasvet v smislu, tu sem mislila. A veš, kaj ponavadi dostikrat bi vprašanje. Zdaj se ga jaz prvi zastavil, sploh bilo, kjermu gostom, ampak tako, kakšen nasvet bi si dala danes kot mlajši seb, ko si odraščala? Ne vem, mogoče si rekla, pri 10 sem pala v puberteto. Kaj bi si takrat rekla, da bi ne vem, šla v to željeno smer, rečemo stran od alkohola, drog in tega. Mislim, stran. Se tudi težko iti stran, ker je tle. Kot prvo bi si povedala, kot zelo mladi punci, da je moje telo moj tempelj in da moram zanj tako tudi skrbeti. In da ga enostavno ne podariš vsakemu, ampak da lahko dobiš pozornost na druge načine. No? Ampak jaz tega takrat nekako nisem vedela, nisem znala. To je ena stvar, druga stvar je pa ta, da sploh ni pomemben, kaj drugi govorijo, pa kaj si drugi mislijo. Da enostavno je sreča v tebi in tudi ta pozornost in ljubezen je vse v tebi. Se pravi, če se obrneš navznoter, če se malo sam s sabo pogovoriš, pa si rečeš, ok, kaj meni všeč, kaj imam jaz rada, kaj me briga, kaj si drugi mislijo. A se jaz hočem zabriti celo glavo, je super, si bom pa zabrila celo glavo, če mi bo to zjutraj, ko se pogledam v špegel, kako dober. Ok. Štekam. Se pravi, da bodi v bistvu sam svoj v smislu samo izražena, ne? Ampak še zmeraj čutim, da zraven pa, tako si rekla, in spoštuj svoje telo, se pravi, pazi, kaj daješ vase, nase in koga spustiš blizu in koga ne. In po drugi strani še vedno s tem spoštovanjem do drugih. Tu bi jaz zdaj dodal, ampak ker te poznam, mislim, da pač sva itek tle nekje, a ne. Ok. In se pravi, potem si šla šport in potem, ko si končala srednjo šolo, potem se je zgodilo kaj? Če gledava zdaj, ok, v srednji šoli si odkrila svojo strast do športa, do kickboxinga. In v bistvu času si rekla, sem končala srednjo šolo. In kaj je pol? Pol si ratala mednarodna prvakinja. Pol pa? Pol pa nisem vedela sploh, kam bi se vpisala na kateri faks, iskreno. Če kdo tukaj, kaj ne vem, kaj bi v življenju rad počel, jaz tudi nisem vedela pri 18 letih. Logična pot se mi zdela, da se bom na DIF vpisala, ne? In sem se na kineziologijo. Po pol leta sem ugotovila, da to ni to, kar pač iščem. In tudi tukaj, hoče reči, da je nov problem to. Pač sem se prepisala na drug faks, šla čisto druge vode, analitsko sociologijo. Nekaj, kar sem govorila cel življenje, to pa jaz ne bom, zato ker je moja mama sociologinja. Ampak dejansko mi je bilo ful všeč. Tudi tega faksa nisem končala. En letnik sem pustila. Mislim, po 3 letih sem pač faks pustila, zaradi tega, ker sem šla pol v tujino. In tudi zato mi ni žal. Zaradi tega, ker sem dobila točno tisto, kar sem rabila in iskala. In neke napotke za naprej. In kar sem mogoče spoznala v vsem tem času, mene so pač tudi učili, da je šola ful pomembna, uči se, da boš pač to in to. In iskreno, se potrudiš, se, da narediš šolo. Neke stvari so res uporabne v življenju in tako, ampak če komu kaj ne gre, res ni konc sveta. Pač res daš vse od sebe in se potrudiš, ampak včasih mi kakšen starš reče, pa moj sin, pa njemu ne gre šola, pa ga skoraj infarkt zraven zadane zaradi tega. Poišči svojo strast. Tisto, kar res rad delaš. In jaz to, kar delam danes, nimam nobenega faksa za to narejenega, nobene srednje šole.
Sem se pa izobraževala sama, sem šla na ogromno seminarjev, online izobraževanj, in Ok, če se, dejansko sem tukaj našla svojo strast. sam bi rad do tega Ja. prišel, veš, rekla si, ok, pri 19 nisem vedela, kam bi šla, sem šla na div, pa sem zamenjala faks. Kako so to doma sprejela, ne? Ker vemo, dost ljudi živi s tem, kar si izbral, tu boš končal, pol boš pa lahko delal karkoli, ali pa starši rečejo, dokler si pod mojo streho, se ne bo zmišljeval, tu si izber, tu končaj. In dejansko pol, je nekaj posameznikov ali pa jih je dosti, ker nekaj dela sam zato, ker doma nekaj reče. Kako so to tvoji starši sprejeli? Imam precej srečo, ker imam starše, ki so precej razumevajoči sicer. Imam pa očeta, ki mi je vsakič v življenju rekel, nekaj metati puško v koruzo. To je točno to, v bistvu, kao, dokončaj nekaj, ker tudi če ti ne gre. Ampak, ja, na divu sem jima jaz rekla, jaz ne morem pač trenirati kickboksa pa boksa, pa zraven še na divu imeti, ne vem, po 4 ure na dan treninge, take in drugačne. In sta to pač sprejela. Mami je bila po moje ful vesela, da grem na analitsko sociologijo, sploh, ker sem skozi vedela, da to ne bom. Tako da tukaj ni bilo nobenega problema. Bil je pa pol, ja, ko pa dejansko nisem analitske sociologije končala, mislim, problem. Bilo v mečkeni situaciji. Ja, kako si pol tu, ker jaz sem tudi daleč od tega, da bi zdaj tle bilo antipropaganda za šolo ali pa karkoli. Mi se pogovarjamo, kaj je šel posameznik čez, pač še zmeraj hodiš v šolo in se izobražuj. Predvsem mislim, da tle, kar hočemo predati, je, da mogoče že prej mladim damo neke usmeritve, kaj lahko naredijo, da že prej odkrijete, kaj bi bila vaša strast, in da pol šola, ki si jo izbereš, ali pa je dodatno izobraževanje, ki si izbereš, grejo v to smer in te v bistvu podprejo na tej poti, in da hkrati ni nič narobe, če pač ne veš in se iščeš, da ni pač konec življenja, konec sveta. Ja. Ok, in pol, kaj si pol odkrila, zakaj si šla pol v tujino? Po 3 letnikih si šla v tujino, kaj, analitska sociologija je bila brez veze in si rekla, nič, jaz zdaj grem, ali kaj se je ponudilo? Ne, ni bilo čisto tako. V bistvu sem že v prvem letniku analitske sociologije dobila opcijo, da grem za 1 leto zaporedno točno študirati v Nemčijo. In mene so zbrali na podlagi pisma in tega, kar si mogla napisati, in verjela ali pa ne, mene je takrat toliko stisnilo, da sem se zmislila, zakaj se mora biti doma, da nisem bila zbrana. Čak, se malo te prekinil. Aha. Mečkin te je Saj tle? prekinil. Ja. Okej. Samo tako, v Nemčijo študirati, kaj si se tu prijavila? Za Erasmusa. Aha, za Erasmus, ok. In pol si izmislila, zakaj ne bi šla? Ja, Aha. pač neko zgodbico sem napletla, zakaj jaz ne morem iti, pač faksu, ne. Doma sem pa rekla, nisem bila zbrana. Ok. Pač zaradi strahu, ker se me je toliko bilo strah, kaj bo tam, enostavno nekaj novega, nekaj nepoznanega, nikoli v življenju nisem pa izven svoje države šla za več mesecev, ne. In sem v bistvu začela takrat, ne. Potem pa po 3 letih študija sem pa dobila priložnost, da grem v tujino nabirati svoje izkušnje kot trenerka, ker v bistvu sem bila pa trenerka od svojega 17. leta skozi zraven, ne. Kakšna trenerka? V bistvu najprej sem trenerka kickboksa, pa boksa, potem sem naredila za trenerko skupinske vadbe, pa aerobike, osebna trenerka, in pa me je pač v bistvu zanimalo več na tem področju, ne. Se mi zdi, da to ne more biti vse, kar sem se tle naučila. To si vse, samo da te ustavim, ker si povedala, kaj vse si, tu si vse dobila licence od 17. dokler si šla v tujino. Se pravi, poleg tega, da si trenirala, tega, da si trenirala, delala faks, si še te licence delala, si se še izobraževala za te licence. Ok.
Pač samo to, da dobimo Pa eno... sama sem jih plačala. Ja, pa še delala si pol, ali kako, Ja, odkje je ja, denar. kot Aha. trenerka sem mogla pač, ne, ali pa Se pravi, pomočnik trenerja najprej. ja. No. Okay, Ja. okay. Se pravi, študirala, trenirala zase, se izobraževala, trenirala druge in iz plačila od treninga drugih si v bistvu vlagala v plačilo izobraževanja vsega. Okay. Odkje je ta drive? Zakaj? V bistvu meni se je vedno moja zgodba je pač, jaz bom vse sama, ne? Jaz bom vse sama in jaz moram vse sama. In meni se je vedno, nikoli se mi ni zdelo logično, da bi moji starši meni mogli dati denar. In pač jaz sem vedno probala nekako sama zaslužiti in pač pri 17 letih, ko sem ratala pomočnica trenerja, sem pač dobivala neke finance, itak nisem imela, a veš, nisem več hodila ven, ni bilo ono, sem v bistvu ta denar lahko porabila za športno opremo, whatever, športne napiske, in enostavno, ne vem, meni je bilo zabavno to delati, meni je bilo ful zabavno biti trenerka, jaz sem rada pomagala drugim, vedno sem rada delila svojo strast in meni se zdi to vedno vse ful povezano. Se pravi, ko sem študirala analitsko sociologijo, sem se ful fokusirala na odnose med ljudmi in na študiju, kar je ful povezano s trenerstvom. Ko sem delala licence, sem itak delala za trenerstvo in ko sem sama tekmovala, sem v bistvu spodbujala druge ljudi, da lahko v bistvu presežejo svoje meje. Ok, se pravi, iz tega bi lahko že eno, pač poleg strast do športa, a ne? Lahko v bistvu prepoznamo še eno strast, ki je, se pravi, biti tam za ljudi, a ne? Se pravi, nekdo, ki podpre ljudi v tej smeri, v kateri si pač izobražena, kar si oni želijo, a ne? Ok, in potem si rekla, da je prišla priložnost v tujini za trenerstvo. Kje? Kuvajtu. V Če kdo ne Kuvajtu. ve, kje je to nič hudega, ker jaz tudi nisem vedela takrat. Ok. Ampak jaz sem rekla ja. Jaz sem rekla ja in podpisala pogodbo online in šla pol na Google, kje je Kuvajt. Ker sem vedela, da bom začela cincati pa mencati in ne bom šla. Aha, ok. Se pravi, si sama že iz tiste izkušnje z Nemčijo si rekla, ok, bolj da jaz prvo rečem ja, pa imam vse urejeno, pa bom šla pa googlat, kje to je. Exactly, ja. A kje si ti mislila, da je Kuvajt, preden si šla googlat? Da je malo bližje, ne? Aha. Da je to tam nek pri Turčiji ali pa nekaj tako pač bližje Evropi, ne? Da ni to 8 ur z avionom daleč. Pa tudi nisem tako, veš, on me je spraševal, ja, na intervjuju, ja, kaj pa tvoji starši menijo o tem, da greš v Kuvajt, ne? In jaz tako, pa se on misli s tem, veš, ne? In pa to malo googlam in ugotovim, da je to tako, pač ful zaprta država, kjer alkohol ni prepovedan, ilegalen, ni žuranja, ni kopalk, ni javnih plaž, čeprav to ob morju, sem tako, ne, kaj pa zdaj to? Ampak glej, jaz sem podpisala, odločila sem se in sem šla. In to je bila kar hardcore izkušnja. Pač oni so meni obljubili pol opremljeno stanovanje in to izgleda tako, da ko sem prišla tja, bilo to pol opremljeno stanovanje, samo s posteljo, brez kuhinje, se pravi, brez štedilnika, brez hladilnika, kopalnica ni imela tuš kabine, ampak je imela tuš ven stene in odtok na sredini kopalnice, kar je pomenilo, ker si se šel tuširati, si poplavil celo kopalnico in si mogel pol ure počakati, da je vsa ta voda odtekla, da si lahko šel nazaj v kopalnico. In to, kar sem jaz doživela, jaz sem se zrušila in sem jokala celo noč. Kam sem jaz to prišla, kva zdaj, groza, konc. Ampak jaz sem ostala tam 3 mesece. Telovadnica sploh ni bila še odprta, ker sem prišla, čeprav ne bi že vse kao delala. Ves denar, ki sem ga zaslužila, sem ga porabila za to, da sem lahko jedla zunaj, ker nisem imela kuhinje, ker je tako ful drago bilo zunaj za jesti. V glavnem, taka izkušnja, da dol padeš, ampak tega ne bi zamenjala za nič na svetu, ker me je ful ojačalo. Kaj si pa trenirala dol? V bistvu sem osebna trenerka za kickboks, boks,
pač čisto funkcionalno vadbo, se pravi, čisto klasično osebno trenerstvo. Imela sem pa, v bistvu delala sem pa z profi športniki, pa z kraljevo družino, v bistvu širšimi člani kraljeve družine. Ok, kje so oni tebe zvohali? V bistvu sem prek enega kolega, ki je tudi šel dol, dobila ponudbo, tako da je bilo malo povezano. Ok. In kaj se pravi, ok, dajva še malo tam ostati. Rekla si s kraljevo družino. Kaj bi tukaj še ker pač to ni vsak dan je izkušnja ljudi, a ne, delati s kraljevimi družinami, sploh arabskimi, a ne, še posebej, če pač nisi musliman, a ne. In kakšno posebni vzorci vedenja ali pač čisto navadni preprosti ljudje, si se z njimi pogovarjala, ki s tem na treningu s prijatelji oziroma te, ki si trenirala? V bistvu je bilo ful zanimivo, ker to so res visoko izobraženi ljudje, večinoma so študirali v Ameriki ali pa v Angliji in ful dobro govorijo angleški. In by the way, še ena stvar, jaz sem bila obupna v angleščini, preden sem šla tja. In tudi, ker sem pa šla tja, sem bila še vedno obupna. Jaz sem na letalu se učila, kako se reče delom telesa po angleško, ok? Ampak tam je bilo treba vse v angleščini govoriti in joj. Jaz sem imela vsakič tako tremo, preden sem kaj spregovorila, ampak sem se pa naučila angleško v nulo. Tako da ja, smo se pač ful v redu ljudje. Zanimivo je tudi ta ideja, kako so tam ženske, ne vem kaj, boge pa bla bla, pa da jih moški dol tišijo nekaj, v bistvu je ful smešno, ker enkrat sem se z eno pogovarjala, pa je rekla, a veš, kdo doma nos hlače? Jaz! Mislim, tako ženske nosijo hlače doma. Mogoče tudi na ulici malo druga zgleda, ampak ja, tako ful zanimiv. In tudi v bistvu te naši predsodki, ki jih ima mogoče kdo v muslimanskem svetu, meni je to vse zginalo. Kaj si pa odkrila? Kaj si odkrila? Ena stvar ta, da so ženske tam ful bolj spoštovane. Pač vsaj te, s katerimi sem jaz imela stik in delala, ne. Tudi jaz sem bila ful bolj spoštovana, ker pač to ni bila edina arabska država, v kateri sem živela, nisem pa šla še drugam. In povsod sem dobila isto, pač moški so me ful spoštovali, odpirali so mi vrata, nepoznani. Pozdravljali so me, noben me ni bulil, noben mi ni žvižgal. Jaz, ker sem pač nazaj v Slovenijo, sem doživela kulturni šok, sem šla čez cesto in mi en tip iz BMW-ja ven žvižga, jaz sem skoraj na rit padla, pač. Ali ja, se res, ne. Pozabila se, da je to tako pri nas. In recimo ena čisto anekdota, kar se te kulture tiče, moški, ženske, enkrat sem hodila, pol, ko sem živela v Bahrajnu, sem hodila po nakupnem centru in grem dol v garažo in se usedem v avto in en potrka na mojo okno. Jaz skup, kaj zdaj? Jaz skup vrnem, se spustim šipo. Yes, please. In on meni, excuse me, ma'am, are you married? Jaz tako, yes. In on meni, I'm really sorry, have a nice day. In je šel pač res spoštljivo do konca, tako. Ok. The best. Se pravi, v Kuvajtu 3 mesece in pol? In pol sem šla domov. No, mislim, slušaj, jaz sem te vprašal pa mogoče nisi direkt govorila okrog kraljeve družine. Si se mogla kaj posebej vez z njimi? Kakšen poseben, a ne, pač? Ne. Ok, cool. Saj si odgovorila. Ne, samo pač oni imajo svoja pravila glede tega, da so ženske posebej, moški posebej v telovadnici. Ampak glej, se to prav super bilo, tako da. Ti si trenirala pa oboje, ali kako? Ja, jaz sem trenirala oboje, ja. Ni bilo nič čudnega to, tako da. Niso moški nič kao gledali, ti boš zdaj nič učila ženske, ampak so bili spoštljivi in v bistvu, Ful spoštljivi. bi rekli tle, ponižni do znanja, ki ga imaš ti in v bistvu se pripravljeni učiti. Ja. Ok, cool. In pol iz Kuvajta? In potem sem šla pač domov, zato ker mi je oče rekel, že preden sem šla, pa da ne boš slučajno mislila, da ne moš priti domov, da te ne bo sram priti domov, kao da ti ni ratalo, in jaz pridem domov in on ful vesel. Ja, doma si, in jaz tako, ja, saj čez 2 tedna grem pa v Bahrajn. Pa zdaj, in sem spet preko nekih vez
ki jih v bistvu te veze sem v bistvu jaz vse navezala preko ljudi, ki smo imeli skupno točko šport, a ne. In jaz res pravim vsakemu, pogovarjaj se z ljudmi, pogovarjaj se z neznanci, daj vzemi kontakt, nikoli ne veš, kdaj lahko kaj skupnega ustvarita. No, in enostavno, prek vez sem prišla v Berghainu, en nov gym, ki je bil tudi, bolj high standard in je tudi bilo delo z člani širše kraljeve družine, pa s profi športniki, zelo podoben. In tudi, če ni bil odprt, ko sem prišla, in evo, spet pridem tja in sem živela prve 2 meseca pri sestri od lastnice, ki je bila umetnica, cela bajta je smrdela po barvah, kuhinja je smrdela po barvah in živela sem v sobi, ki je imela ono rusko klimo, pa toliko je bilo vroče, da če nisi imel prižgane, nisi mogel spati, če si imel prižgano, pa tudi nisi mogel spati, ker je to kropotala. Tako da pol se pa pejta, ne. Tako da spet taka izkušnja, ampak sem v tem času toliko zaslužila, da sem lahko v bistvu si privoščila ful lep stanovanje, pač najela ful lep stanovanje z bazenom in vse, tako da ful se splača včasih iti skozi kaj težkega, ker pol te vedno na drugi strani nekaj ful lepega čaka. Okej. In so tako gledam, Kuvajt, Bahrajn, a ne, mislim, saj danes je to že bolj, ker je Dubaj, recimo tako popularen, kamor gre veliko ljudi dol iz celega sveta dela, a ne. Pa si se takrat soočila, ne vem, si imela kaj domotožja ali pa a ne si pogrešala tule prijatelje oziroma znance, ali kako si se dol s tem soočila, da nisi dol v bistvu nobenega, ali si koga poznala, oziroma nisi poznala? Ja, it wasn't easy, to je sigurno. Ampak nothing worth it comes easy, a ne. Nič, kar je vredno, ne pride pač kar tako, a ne. In ja, dejansko bilo je tako, no, da sem res takrat se naučila še bolj navezovati stike in se pogovarjati z ljudmi in se odpreti z drugim. In enostavno se, a ne, tako neka družbeno pravilo je, da se ne pogovarjamo z neznanci, ne, ker me že kot otroke učijo. Ampak jaz sem se pa v bistvu naučila pogovarjati z neznanci in se mogoče jim tudi začeti postavljati meje, postavljati meje in tako. In jaz res vsakemu rečem, pojdi v tujino, če imaš možnost, pogovarjaj se z ljudmi, ki jih ne poznaš, pojdi na avion, pogovarjaj se z ljudmi na avionu, ker nikoli ne veš, kakšna priložnost te čaka na drugi strani pogovora s to osebo. Tako da to sem se ful naučila in meni je to res odprlo meje mojega življenja. Okej, ampak rekla si, imela si pa domotožje, kako si se pa s tem soočala? Ja, to je bilo to je ena stvar, hardcore. ki dosti ljudi jo doživi, a ne, ko greš v tujino, sploh če greš prvič ali pa recimo v neko državo, kjer še nisi bil, in čisto sam in tam mogoče nobenega ne poznaš in rabiš na novo spoznati ljudi, a ne, razen pač imaš službo, ampak tudi nobenega ne poznaš dejansko, a ne. Kako si se s tem soočala? V bistvu sem imela plan, na vsake 4 mesece bom šla domov in sem odštevala tiste mesece. Zdaj imamo Skype, zdaj imamo vse in se lahko takole vidiš in je že to ful verjetno. Potem, ne vem, ko je bil božič, sem si jaz okrasila stanovanje, čeprav tam pač ni toliko tega, ne, imaš pač palmiv cunj pa pesek. Ne vem, predvajala sem si pesmi, ki sem si jih doma vrtela. Ni bilo lahko, res ni bilo lahko, ampak je pa, ne vem, odtehtalo recimo to, da sem tam sem spoznala ljudi, ki sem se z njimi spoprijateljila bolj kakor, ne vem, z nekaterimi, z večino tukaj v 24 letih. Jaz sem recimo imela rojstni dan, poznali smo se pol leta, oni so mi naredili torto, pač naročili so torto, ki je pač bila prav zame delana, gor je pisalo, pač jaz imam na hrbtu tatu, a ne, kril, in gor je je bil metulj narisan in pač just fly like a butterfly, nekaj v tem smislu. V glavnem, pač res, wow, in to zato, ker
v Bahrajnu recimo so ljudje iz celega sveta in tam je 70% pač priseljencev. In se vsi razumemo, vsi imamo domotožje, vsi smo tam, prišli v neznano in se ful bolj povežeš in si ful več daš in ni tistega prostora za deva počasi. Pač daš vse karte na mizo in ok, všeč so mi tvoje karte, deva se pogovarjati, deva se družiti, kakorkoli. Ja, tako se sliši, en izraz mi je prišel v glavo, pa ga bom povedal, ampak rečemo na tem miselnem oziroma odprtem nivoju, ali svi goli pa košta boli, se pravi, pač se pokažeš, poveš, kdo si, od kje prihajaš, zakaj si tle in tako naprej, vsa ta debata, kaj ti je pomembno in on isto in pol vidiš, ali ti skupaj ali ne, se razumeš ali ne. In tu je pač rečemo nekaj, kar če greš zdaj tle v Mercator in bi se z nekom pogovarjal, ker tako, ok, ampak pač zadržki so, pač to neko že vedno poslušanje je tam, kaj zdaj pa pol v nekem tem dnevnem ritmu si in tako naprej, ki si v tujini, je pa pač imaš tisto službo, ali pa jaz sem študiral na Danskem, imaš tisti faks, pa imaš pa prosti čas, in pa nekaj moraš delati, Mislim, ti si bila tam še v bistvu, še preden je bil internet tako močan, če sem prav razumel. Mislim, ja, ok, ne, se nisem tako stara, Ja, dobro, ampak. Ne, v bistvu internet, ja, hotel sem reči, da je bilo to fajn, da smo imeli Zoom pa te stvari. Ste imeli, ok, sem razumel, da nisi imela. Ja, tako da to je bilo kul, ampak kaj pa recimo, ne vem, sem se pa ful, glih to, imaš prosti čas, pa imaš službo. Sem se ful novih stvari naučila tam. Naučila sem se plesati latinoameriške in to ful dobro. Potem sem šla na milijon seminarjev pa delavnic, pač tam je res high class predavatelji pridejo, ker je to pač so države, ki imajo ful denarja ljudi in dejansko si lahko privoščijo najboljše predavatelje. Tako da sem naredila od handstanda do gymnastic rings, do calisthenic level 2, movement is medicine, en kup enih seminarjev, res high class, ki so mi ful v življenju pomagali in tudi mojim strankam. Tako da v bistvu se splača iti nekaj, kam ne poznaš, zato ko imaš ful časa za developing, se pravi, da se razvijaš. In to, koliko časa si tam ostala? Leto pa pol približno. Ja. Okay. To zdaj sam toliko, da vsem povem, Edva Zulo vse poznava, ampak jaz tega nisem vedel do danes. Tako da zame je novo. Jaz tle sprašujem, rečemo temu bimbo, ker res ne ve, kaj je Ula dala čez vse v življenju, ker jo poznam, ne vem, koliko zdaj, kakšno leto, mislim, da bo glih zdaj nekje ali malo več kot eno leto. Leto bo še malo, ja? Leto pa pol. Ja. In večinoma itak delaš z Uršo, tako da mene samo masiraš. Ti si pa nadzornik. Ok, to si naredila ful seminarjev in si tam recimo, sprav si še nadaljevala to izobraževanje, si rekla. In ok, eno stvar je developam se, ampak si videla že takrat zakaj, ker hočeš še enkrat priti nazaj in imeti svoj biznis in pač učiti ljudi kalistenike in pač street workouta, ki si rekel, da imaš to licenco level 2. Sicer ne vem, kaj to pomeni, tu si ti rekla sam pač. To si nekaj zmislila. Ampak tisti, ki se spoznajo, verjetno vejo. Si že takrat videla, kaj bi s tem počela, ali si tu se izobraževala sam, ker se ti je zdelo ful fajn in si rekla, the best, jaz bi to rada vedela? V bistvu me je ful zanimalo zaradi sebe, kot prvo. Jaz sem kot pač kickboxerka sem si ful uničila rame, zaradi tega stava non-stop. In v bistvu sem začela z rehabilitacijo ramen, ko sem šla v tujino. In pol me je pač ful zanimalo, kako zdaj rehabilitirati, kako biti res najboljša verzija sebe v tem pogledu, kako biti zdrav dejansko. Ne fit, kot samo izgledam, ampak zdrav. In zaradi tega sem hodila na vse te delavnice, pa zato sem svojim strankam že takrat vse to pa prenašala. Jaz pravim, več imaš kart v rokavu, boljš da lahko igraš igro življenja in res vedno tako živim. Tako da grem včasih tudi na kakšno delavnico, ker nima kao veze s tem, kar delam, a pol mi nekje to prav pride in je the best. Ok, the best.
mislim pač, to je to. In iz te izkušnje, Kuvajt, prideš domov, oči ful vesel je, hčerka se je vrnila in ti čez 2 tedna gremo v Bahrajn in si tam 1 leto pa pol. Ne vem, si tudi mogoče tle zanimivo, je tudi tako, si imela tudi kakšnega fanta, pol iz tujine in kaj si tam odkrila, kaj novega? Mislim, ne, ker pač je Ja, v razlika, bistvu mislim, po moje je razlika. definitivno. Razlika je že v tem, da ni vpliva tvoje okolice, tvojih staršev, tvojih prijateljev. Tako da pač si in no bullshit. Tako da ja, v bistvu jaz, ki sem že živela v Bahrajnu, sem na eni točki sem se naučila plesati in sem ful začela ven hoditi in na te latino žure in to, salsa party in podobno. In tam sem spoznala ful ljudi, od moških do žensk, ne. In potem Še sem kaj obstaja? Kaj? Če še kaj Hecam drugega se, obstaja? hecam. In potem v bistvu sem pa enkrat, to je bilo že bolj proti koncu mojega bivanja v Bahrajnu, sem spoznala enega moškega, ki je rekel, je tam sedel in je bil en onih, ki ne pride do ženske, z mano plesati, in jaz valjda, ne, kdo pravi, da on ne bo šel plesati, ker je vsako zavrnil, ja, čakaj, zdaj bom jaz, ne, in grem jaz tja. In tako, hey, do you want to dance with me? In on tako, no, I have a bad knee, bla, bla, surgery, gor dol. In jaz njemu, oh, come on, I'm pretty sure you can dance. In greva plesati in so plesala bačato in jaz njemu pač, on pa to ful dobro pleše in on tako meni, ja, zato ker sem iz Puerto Rika. In so, ok, ful dobro. In potem on še vedno ne kaže nobenega zanimanja zame in jaz tako, ne, hardcore tole. In jaz pol plešem z drugimi in na koncu pridem do njega in mu rečem, glej, tole je moja poslovna vizitka, če boš hotel tale tvoj kolen porihtati, me poklič. In on, itak čeljust dol in jaz grem. Jaz kaj, če pa to zdaj naupalim, pa te ne vem, kaj bo. In dobim čez 9 minute SMS, hey, it's Louise from Bachata. V glavnem. In pol kao meni, da bi jaz na njegov kolen popravila, ne, ker pač delam tudi protibolečinske terapije pa rehabilitacijo skozi gibanje. V glavnem so se mi da pol družile zaradi tega njegovega kolena in tako in pol se je on zaljubil vame in pa mi je dan povedal, da pa on zdaj mora iti nazaj v Puerto Rico, ker on je bil Navy in je delal pač v Puerto Rico. In jaz, kako ti zdaj boš kar šel? In on meni, ja, ampak jaz ti bom poslal karto za Puerto Rico in ti boš pa šla v Puerto Rico. Po enem mesecu druženja. In jaz, itak, super, yes, honey, great, ne. In tako sem si mislila, da ne prvi, ne. In on gre. In čez en mesec jaz res dobim in mi da se pač pogovarjamo, vse tako, in čez en mesec res dobim na mail karto za Puerto Rico. Jaz tako, okej, ne, to pomeni, jaz sem pa mislila, da bom pač šla počasi zdaj dan iz Bahrajna in tako. In jaz grem res domov pol, čez par mesecev. On je mene čakal v Puerto Rico. Tako, romantična zgodba, no. In grem jaz domov in pridem domov in ati meni, ful dobro, doma si. In jaz tako, ja, veš, ti moram pa nekaj povedati. Jaz grem čez 2 tedna v Puerto Rico. Ja, ne, in povem, da sem enega moškega spoznala gor dol, itak, jaz njega občudujem, da ga ni infarkt, ali pa moja mami, ne, ker se pač predstavlja, da to moja hčerka. No, in jaz sem res šla v Puerto Rico. In tako, res priporočam Puerto Rico za počitnice, ker je wow, fenomenalno, surfaš, plešeš, gor dol. Ampak kar sem jaz pač tam ugotovila, je bilo to, da je on Navy officer in to pomeni, da njega tudi po 3 tedne lahko ni, a ne. In kaj bom jaz delala 3 tedne v državi, ker meni ne poznam spet, ker sem glih zaradi tega pač se rekla, končno bom doma. In ja, in se ta zgodba v glavnem ni izšla, no. Ampak sem bila pa tudi v Puerto Rico, evo. Ok, in pol si rekla, zdaj grem pa domov.
Ali si šla še kam naprej? Ali... V bistvu je bilo tako, da jaz sem v Puerto Riku začela trenirati tajski boks, ki je zelo podoben kickboksu in oni so hoteli, da bi za njih tekmovali in so mi rihtali vizo že kao športno. Potem sem prišla iz domov, ker mi je viza potekla, tudi zaradi te vize, da mi jo zrihtali in v tismu je prišel Hurricane Maria in je zgradil v Puerto Rico, ni bilo elektrike, ni bilo nič in on je mi rekel, pač lahko se vrneš, ampak tle zdaj ne vem, kdaj bo elektrika, ne vem, kdaj bo karkoli, jaz sem itak na duty pač poklicane. In pa je bil v bistvu to en tak tudi malo dober izgovor, da nisem šla nazaj. In od takrat sem v Sloveniji. Če je koliko let nazaj? 3 leta je zdaj to. Ok, in priješ v Slovenijo, tle si predstavljam, da nisi imela strank, nisi imela nič. V bistvu tako, tale Girl Power brand, ki ga tudi nosim ponavadi, sem ustanovila 8 let nazaj in ko mene ni bilo, sem ga v bistvu nekomu dala v čuvanje, da kao še malo laufa, ampak ko ni tebe, ni isto. Tako da, pač nazaj sem mogla v bistvu nekaj iz nule graditi, ampak sem imela tudi to srečo, da sem bila v tujini, da so ljudje vedeli, da sem bila v tujini in so zaradi tega želeli z mano delati, ker je to neka dodana vrednost. Ok, odkje pa, zdaj si omenila Girl Power, odkje je ta čmur, ki je napisal, wow, Ula, poslušam z odprtimi usti, what a life. Tako da, Kdo je to? Čmurk 1. Ne vem, kdo je to. Whoever you are, thank you. Ja, pač Twitch deluje in tudi zaradi tega v bistvu tle gor jaz sem, da ljudje si v bistvu lahko dajo nickname anonimen in dejansko pridejo, vprašajo. Nekako podobno, kot jaz delam delavnice, če ne veš, vprašaj, ker so anonimne, ker napišejo na listek pač udeleženci, in ne veš, kdo to vpraša. In jaz tudi tle, če nima glih imena, priimka, ne vem, kdo je. In na koncu niti ni toliko pomembno, jaz pravim, bolj je pomembno to, da si predamo sporočilo in vsak nekaj dobi za naprej. Ali kdor gleda iz komentarja oziroma vprašanja. Tako da tudi, če ima kdo kakšno vprašanje za uro, z vprašanjem na dan. Odkje pa ideja za Girl Power Team? To se pa v bistvu zgodilo, ko sem jaz nehala tekmovati. Zakaj sem nehala tekmovati? Da sem v bistvu takrat, bil je plan, da grem na olimpijske igre v boksu 2016, mislim, da so bile napovedane za ženske. Ampak smo zbirali sponzorje in to je bilo nenormalno. Sem, da sem bila v časopisih, na RTV, ni da ni, ampak pač ni bilo sponzorjev, ni bilo denarja, ne prihajam glih iz bogate družine in pač sem videla, da nekako mi je malo motivacija padla in imela sem tudi neko poškodbo glave, takrat pa tako in se nekaj, ok, dokler imam še lepo obraz, najbolj, da neham, nekaj sem se ni bilo to, ampak pač vse je šlo skupaj eno z drugim in potem sem pač, ko sem nehala tekmovati, zdaj bi pa jaz nekaj drugega, ampak še vedno sem hotela športati in sem ugotovila v bistvu, da je bilo aerobika, ki meni sploh ni bila, pač žensko, kao, ali je bilo pa crossfit, hardcore, ker pa z mojim ramam sploh ni šlo skupaj. In sem začela svojo vadbo. V bistvu, kot trenerka sem itak veliko vedela o tem in se rekla, da kaj pa če začnem svojo vadbo brezplačno za ženske, ki bi rade trenirale malo drugače. Res, da bi rade, se pravi, da je vadba res namenjena ženskemu telesu. In tako sem v bistvu začela z brezplačnimi treningi Girl Power Teama. In to sem delala 3 mesece brezplačno, mislim, da je bilo 2 ali 3 na teden, 8 let nazaj. Punce so prihajale, nas je bilo na koncu 30 in ko sem rekla, lejte punce, zdaj prihaja jesen, pa treba je telovance treba plačati, greste z mano. Večina jih je šla z mano in velika večina jih je tudi ostajala pol še skozi leta. Tako da pač, če delaš nekaj dobrega, se ti to res vedno povrne. In potem je pač ta ideja, da bi naredili svoje majice, in smo naredili najprej svoje majice in to prve so bile res poden, vse je razpadalo po enem mesecu, ampak skozi take stvari se učiš, In pa še do tega, da sem v bistvu razvila Girl Power kolekcijo. In ta kolekcija se samo izboljšuje iz leta v leto in zdaj gremo v bistvu tudi online.
in se bojo oblačila prodajala online. Res so unikatna, res so kvalitetna, ker sem delala na kvaliteti toliko let. Tako da, ja, v bistvu skozi izkušnje, fejle, res jih je bilo marsikaj kakšen, v bistvu priješ do kvalitete. Tako da, to je ta zgodba. Ok, in še zmerom obstaja ta skupina žensk, ki skupaj vadita 2-3 na teden? Ja, zdaj v bistvu smo šli online zaradi situacije. To smo isto naredili že spomladi. Evo, zdaj pa spet v bistvu glih s petkom začenjamo 21-dnevni izziv online, kjer bojo pa vsak dan vadbe, ne samo 3 na teden, tako da bo lahko vsak vadil res, kolikor bo hotel. In vem, da je to ful cool, zato ker bojo pač doma dejansko zaradi situacije in bojo pač imeli nekaj dobrega za početi. Ok, the best. Se pravi, Andrej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 je rekel, what a powerful woman. Se strinjam, zato je tudi gostja tle, ali? Malo za šalo, malo za res. Se, ker nekaj novega začneš tudi jaz zdaj, valjda povabiš najprej prijatelje, ljudi, ki jih poznaš zraven in veš, da imajo neko zgodbo zadati, čeprav nisem vedel, kaj ima Ula zadati. Če sem iskren, razen tega, da ima ful znanja glede človeškega telesa in da dela to, kar rada počne. In zame je bilo to dosti, ok, jaz nisem vedel nič od Kuvajta, Bahrajna, Portorika in ne vem, vseh teh rezultatov, razen kar je online dostopno, če na hitro preguglaš. Ok, pa ko si prišla nazaj, kaj ta girl power je bilo tu vse, kar zdaj delaš, ali kaj vse počneš zdaj dejansko? V bistvu, ko sem prišla nazaj, jaz sem se priučila tudi terapiji pa raznih tehnik masaže, ker sem bila v Bahrajnu, ker pač tam sem sodelovala z ful znano osteopatinjo iz Avstralije in ona je res sonce in ona je meni dala toliko znanja in pomoči in podpore in vsega. Tako da sem začela delati pol tudi tukaj protibolečinske masaže, delam tudi reiki, delam tudi šamanski reiki, če koga to zanima. Pa navadne pač športne masaže in tako da to sem ogromno delala. Delam tudi pač na domu te stvari, zato ker vem, da je marsikatera ženska, ki je mama, pa dela pa vse in res nima energije in želje se pa še nekam voziti in pridem jaz na dom, jo lepo zmasiram, ona je umirjena, vse ima pod kontrolo tam in potem gre lepo spat in ima super noč in še boljši dan naslednji dan. To pač Girl Power, zdaj dajemo veliko stvari online, pač zaradi situacije. In razširil se je projekt za ženske na Power Lady v bistvu. Enkrat mi je Jernej, enkrat si mi ti rekel tako lepo, ti si več girl, ne, ti si več punca, ti si ženska, ne, in takrat je dal meni misel, ok, mogoče bi res lahko z vsem tem znanjem pa izkušnjami, ki jih imam, zdaj naredila nekaj več. In tle se je oblikoval projekt Power Lady, ki v bistvu daje ženskam nekaj več, se pravi, jih podpre, da pač, ne vem, daje jim vadbo, ker res namenjena njihovemu telesu, podpre jih, da se začne bolj pravilno prehranjevati, da se naučijo v bistvu, kaj njihov telo sploh rabi, podpre jih, da rastejo bolj samozavestne, podpre jih, da začnejo delati nekaj, kar je bilo prej, ne, kaj pa si o drugi mislila, ali pa ne, jaz to ne morem. Se pravi, res neki podporni steber ženskam, ki želijo v življenju kakšen korak naprej narediti, ali pa enostavno čisto transformirati svoje življenje. Tako da to gre zdaj tudi online in bo spletna stran, ki se še postavlja, powerlady.eu in tam gor bo v bistvu vse te stvari. Tako da se ful veselim, to je moj baby project zdaj. Ok, the best. Mislim, ja, hvala, Alep, da si me tako lepo izpostavila. Ampak to gre v skladu s tem, kar si rekla prej, ne? Če se pogovarjaš z ljudmi in širiš z njimi, kaj je te pomembno, kaj rad počneš v življenju, kje si mogoče tudi ustavljena, ne? Ali pa ne veš, kaj bi, ne? Potem vsake toliko ti pride v življenje nekdo, ki ti reče mogoče 3 besede in se razvije en nov projekt. Jaz sem videl zdaj, ker sem malo te pogledal, da je, ne, se pravi na Facebooku, ali kje imaš napisano Girl Power, pa še Power Lady. In pa mi je bilo ono,
Ok, ne, pač Power Lady, ja. Nisem vedel, da si to od mene vzela, ker sem ti takrat rekel. Tudi ne vem, če zdaj si pa čaka, da si, tako da good job, Jerry. Ampak ja, mislim, pač v bistvu konec koncev tudi zato delam to, kar delam, ker vem, da pač znam slišati ljudi in jim lahko nekaj dam in pokažem oziroma rečeš, znam biti le tako direkten, da slišim, kaj si želiš in če pogledava konec koncev, res si odrasla, nisi več dekle, a ne girl, ampak si zdaj že ženska lady, ki je situirana in poslovno tudi uspešna, tako in drugače, a ne. In se mi zdi, da Lady Power je edino smiselno nadaljevanje, a ne. In če bi tako pogledali iz vsega, kar si povedala, bi rekel, z vsem tem znanjem, kakšna si bila kot najstnica, ker tam nekje se začne, rečemo temu, formirati, usmerjati se ti začne, a ne, vse skupaj, telo se spreminja, odkrivaš nove zadeve, bolj odrasel postaješ, bolj odgovoren naj bi postajal, oziroma zakonsko imaš vedno več stvari, za njih odgovarjaš sama, ne. In pol, da imaš za veliko zadati tem mladim puncam, se pravi dekletom, a ne. In Lady Power, ki bo dalo veliko, rečemo, ženskam, mamicam, s katerimi si sodelovala, z nosečnicami, ki so pol postale mamice in tako naprej, in drugimi poslovnimi ženskami, katere spoznavaš, in edino logično, a ne. Tako da res top. Eno vprašanje imam. In sicer, če bi dobila en razred najstnic, a ne, rečemo 17 let starih, ki ne vejo, kaj bi počele v življenju. Jaz delam delavnice, kjer je dostikrat vprašanje, ga dobim, zato te vprašam, da mogoče jaz dobim kakšno novo idejo. Ker dostikrat dobimo, tudi zato sem v bistvu postavil to oddajo in tako naprej, a ne. Ker dobimo vprašanje, ne, kaj je smisel življenja, kako naj vem, kaj bi rad počel v življenju, kako naj odkrijem, a ne. Dosti je teh instagramerjev, youtuberjev, influencerjev, ki za vsak se zdi, tu bom zdaj hitro, ne, bom jaz tudi influencer, pa bom jutri uspel, in pol so ta odvisnost od teh všečkov in tako naprej se razvija. Ampak kaj bi jim ti rekla, če dobiš vprašanje, kako naj odkrijem, kaj bi rada počela v življenju? Ali pa počel, vse za fanta, saj v bistvu je vseeno. En razred najstnikov imaš pred sabo, 30 jih je noter in to vprašanje in go. Ja, evo. Pač jaz sem full fan Harry Potterja, mogoče je to zdaj že out, ampak okej. Ampak vsi vejo, kdo je Harry Potter. Če imaš čarobno palčko, ki ima Harry Potter, in lahko samo zamahneš z njo in si karkoli želiš, samo tako predstavljaj si, lahko si karkoli, lahko izgledaš kakorkoli, lahko delaš karkoli, kaj bi bil, kaj bi bila. In tukaj velikokrat ljudje pol, ker nimajo tistega, ker je v bistvu samo njihova domišljija in si reče, okej, saj to ni nič hudega, lahko rečem karkoli, velikokrat po resnici odgovorijo in tudi sami sebi po resnici odgovorijo. In to je ena stvar, druga stvar je pa ta, da sploh ni pomembno, a si v tem trenutku želiš biti, ne vem, profi športnik, okej, super, bodi in deli vse za to, da boš. In če si boš v enem trenutku ugotovil, okej, tega dela mojega življenja je konec in želim nekaj drugega, tudi to je super. Živi za zdaj, za ta trenutek. In ko nazdravljaš, vedno nazdravi na zdaj. Ker zdaj ta trenutek obstaja. Vse, kar je bilo, je že mimo. In vse, kar pride, ne veš, kaj pride. Tako da pomembno, kaj si zdaj želiš, in ne razmišljati za 10 let naprej, ampak pač živi za ta trenutek. In če ti je ta trenutek pomembno to, da, ne vem, imaš na Instagramu svoje mafine, ki jih rada pečeš in šele z drugimi recepte in jih navdihuješ nad mafini, pa ne bo to. Pa če bo čez 3 leta tole bila rada zdravnica, bo sigurno najdla pot tudi do tega. Okej, vrhunsko. Mislim, da kdor je hotel nekaj slišati v tej smeri, je zdaj slišal. Edino, kar bi jaz še dodal, je, ja, da karkoli si takrat izmišljaš, ustvariš, pa sam pej to akcijo in to naredi.
to, kar si vrhunsko rekla. In Exactly. Akcija je reakcija, ne? Ja, in jaz se isto strinjam z tem, da, a ne, dostikrat ljudje smo kaj nekaj začneš, to moraš končati, če ne končaš, in pol pride dostikrat, ja, pol neke slabe energije, nekaj nisi zaključen, v bistvu vse lahko zaključiš, ko rečeš, da si zaključen, a ne. In da pej pa za tistim, kar te veseli. In eden je, ne vem točno kdo je rekel, da ljudje bi mogli življenje živeti kontra. Mi bi mogli najprej, se pravi, zdaj živimo od nič do kakorkoli, rečemo do 100, a ne, in si rasteš, imaš vrtec, šola, osnovna šola, srednja, fakulteta ali pa direkt služba, in pa si v službi pokoj, pa ta čas ustvariš družino, rečemo, in tako naprej, a ne. In pol umreš, in en je rekel, mogli bi živeti nazaj, da bi dal vse tisto čez, da bi se pri 18 odločil, kaj bi hotel delati v življenju. A ne? To bi pa delovalo, ne? A ne? Ja. Ker ja, pač mislim, res malo lahko izkusiš, da bi vedel, in se mi zdi, da je pomembno, da odpiramo tu, da dajte probati čim več, dajte spraševati čim preveč. Če se kaj lahko od Ule Ja. naučimo, je tu, da pejmo za priložnostmi. In zraven se mi zdi, da zelo močno, kar si povedala, je ta samorefleksija, ki jo imaš, ne. Se pravi, si rekla, za Kuvajt sem podpisala, posel šla pa brskat, kje tu je, zato da se mi ne zgodi Nemčija, a ne. Ker verjetno Nemčijo si pol kasneje obžalovala. Ja, itak. Ja, okej. Se pravi, si se nekaj naučila in se mi zdi, da to je ena zelo pomembna stvar, a ne. Tudi večina gostov tudi do zdaj in še te, ki bojo, mislim, da bo to ena stalnica, vsi so odprti za priložnosti, a ne. In ne zapirajo, in mislim, da je pomembno, da se tudi ne pustiš, da te omejuje okolica ali pa ti sam sebe. Ja, in tudi to včasih prav pride, da imaš ob sebi nekoga, ki te malo brcne. Čist pač tako iskreno, ja, ne, mene enkrat fajn brcno, pač, ker sem rekla, sej bom nekaj spremenila v svojem življenju. Ja, zakaj pa ne zdaj? Ja, zato, ker sem imela že 5 izgovorov, ne, zakaj ne, ampak mi je pač pokazal, da to so sami izgovori in da zdaj je najboljši čas. In takrat naprej, ko se stvari delam tako in moj life gre eksponentno še navzgor, tako da prvi hvala. Prosim, in nisem tega vedel, tako da lepo, da me tle tako izpostavljaš, zdaj me je malo sram. Ne, sram me je zaradi tega, ker sem povedal to zadnjič, ko smo imeli podcast, sicer v angleščini, jaz sem tip človeka, ki vem, da ima rezultate, ampak jih ful pomanjšujem, ne dajem nobene vrednosti, v bistvu ne dam vrednosti sebi. Tako da to je ena stvar zame, na kateri rabim jaz delati in zraste tle. Ampak ja, ful hvala za to priznanje in da se ti naredil to razliko in da v bistvu danes še bolj živiš življenje, ki ga želiš. Ne vem, jaz mislim, da sva nekako v miru in lepo prišla do enega lepega zaključka, ki si povedala, kako naj ljudje odkrijejo svojo strast, ki si z nami podelila vse te življenjske zgodbe in da si bila tudi tako ranljiva in odprta in si rekla, ja, pač pri 10 je bilo ono, pol so bili alkohol, droge, cigareti in tako naprej, kjer sem v bistvu se iskala in v bistvu to delala zato, da bi potrditev dobila. Kar se mi zdi, da je neka taka itak stalnica več ali manj mladih, ki si želijo biti samo slišani in razumljeni in dobiti pozornost. In pol, kadar je nijo, iščeš na vse različne možne načine in tvoj je bil takšen in pol si se najdla v športu, kar ti je pol odprlo neke nove stvari. In ful ti pač res hvala za to, kdo si in kaj daješ ljudem. In to je to. Če imate še kakršnokoli vprašanje za Ulo, vprašajte zdaj, ker ne vem, kdaj bo naslednji z nami. Jaz itak vse moje goste vidim, tu bi bili lahko vsi gostje za podcaste naše, tako da mogoče nič ne moramo obljubiti, ampak bi te kdaj še povabil zraven, ko bo kakšna tema, v kateri si ti močna, če bo želela. Z veseljem. Skupaj pač lahko damo več, a ne, in ustvarimo več. Ok, 2 vprašanja imamo še. Se pravi, eno vprašanje je, kaj je na tej sliki za tabo? Okay. To sliko sem jaz narisala. Naslikala, kako se to po slovenski reče, painting. Narisala. In sicer gor so čakre,
Ne vidite pa najboljše, ampak pa piše, there is no magic around us, we are the magic. In kaj to pomeni? Vse se dogaja znotraj nas in mi smo tisti, ki smo odgovorni za svoje življenje in ne pozabiti, življenje je tako, kot si ga narediš. Se pravi, ja, okoli tebe so čudoviti ljudje in vse, ampak to je samo pač refleksija od tebe znotraj. Se pravi, vse, kar vidite okoli sebe, prihaja iz vas samih. Zato sem pa rekel, da dajte sebe vprašati, kaj jaz hočem, kaj je meni fajn, ker magija se dogaja v vas samih. In ja, vi ste tisti Harry Potter tam iz filma in tista čarobna palčka in vse to je znotraj vas. Evo, the best. Komentar nazaj je bil, lepa slika. Hvala. Ok, je bilo še vprašanje od Čmurka, kaj pa ljubezensko življenje? No, ki smo tam ostali pri Portoriku in da ni bilo nič. Kje si pa danes, kar se tega tiče? Ja, danes sem zaročena. Ljubezensko življenje, to je ena taka tematika pri meni, ker mogoče pa eno področje, ki pa nisem najmočnejša v njemu, pa recimo vsi vedno govorijo, Vla, ti si tako močna ženska, pa vse, pa gor, pa dol. Pa rečem, ja, samo moje ljubezensko življenje, tle imam pa izzive. In ja, res je, in lahko tudi povem, da jih imam. Zakaj? Zato, ker imam določene vzorce, ki jih pač presegam, na katerih ful delam. Recimo, eden izmed njih je ljubosumje, strah, v bistvu predvsem strah pred tem, da si zavrnem, da bi bila spet, tako, ker sem pač pri očetu izgubila pozornost, da bi spet od nekoga, ki mi veliko pomeni, pač izgubila pozornost. Tako da to je en vzorc, na katerem delam in se mi zdi, da je partnerski odnos, vsaj zame, najtežji projekt življenja, ampak je pa definitivno najbolj nagrajujoč, če se temu lahko tako reče. Se pravi, če veliko daš, tudi ogromno dobiš nazaj. Tako da se splača iti skozi tele turbulentne čase, tudi ker si misliš, da ti že nič ne gre v tem odnosu, pogledati vase, kaj jaz lahko spremenim. Evo, to je tudi nekaj, kar imam zaradi Jerneja to znanje. Kar jaz lahko spremenim znotraj se, kakšna sem jaz lahko še bolj v tem odnosu, da bo ta odnos funkcioniral. In dostikrat se zalotim, da sem pač, ja, on je bla, 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 on je kriv, gor, dol, kaj še je. Pa se rečem, tole ne funkcionira. In se rečem, ok, kakšna sem še res bolj lahko v tem odnosu, da bo najin odnos tak, ki si jaz želim. In pač res probam dnevno na tem delati in za vse, ki mogoče imate situacije v odnosu partnerskem, delo na sebi prinese spremembe v partnerskem odnosu. Tako da, evo, tako nekako. Ok, the best. Hvala za iskrenost in avtentičnost, Rock je napisal Čmurk in jaz se temu pridružujem. Pridružujem se pa zaradi tega, ker vem, koliko so močni vzorci ljubosumja. Tudi jaz sem bil ful ljubosumen v zgodnjih 20-ih mojih. In vem, koliko so močni vzorci, ki je strah pred zavrnitvijo oziroma pred izgubo. Ker tu so ljudje, ki jih imaš res rad in jih ne bi rad izgubil. In pol iz tega strahu delaš in govoriš stvari, ki jih včasih drugače sploh nikoli ne bi. Kadar te ni strah, ne govoriš in ne delaš teh stvari. In se mi zdi ena res taka lepa iztočnica za vse, da ker ste ali pa niste v razmerjih romantičnih, da pač samo pogledajte, kdo vi ste glede tega in ali ste tako, kot je rekla Ula, da vedno krivite, ja, moški so taki, ženske so take, moje je taka, moj je tak, ne. Ali si tisti, ki pogleda vase in reče, pismo, ne, mogoče pa res nisem ljubeč, ampak sem cel ciničen, ne, in cel ciničen pričakujem, da me bo nekdo ljubil. In jaz pol dostikrat rečem, in mislim, da sem do tebe vprašal, a bi ti bila s tako osebo, ki si ti zdaj, in dostikrat pol ljudje rečejo, ne, ni šans. Zakaj bi bil pol on ali pa ona, mislim,
Tako da pač ja, tako da na koncu mogoče je tisto bodi takšen, s kakršen bi si ti želel biti in verjetno je, da bo pol oseba bila s tabo veliko raje in se ne bo zgodilo, kar noče zgodi, ampak se bo zgodilo tisto, kar si želiš, da se zgodi. Tako da, Ula, hvala ti. Koliko je bila tale šalica evrov, pa koliko drži decilitrov? Evo, to je bilo vprašanje. Nekdo je opazil šalico, Slow Jakey. Ja, se mi zdelo, da se bo to takno. Moje šalice so vedno velike, zato ker imam veliko mojega happy tea noter, ki me drži po koncu pa v fokusu. Pojma nimam, koliko je stala. Niti ne vem, kje sem je dobila. Tako da, ja, hotela sem imeti eno posebno šalico, ko sem pozabila, ne, ker gor piše Today is gonna be amazing. To si jaz zjutraj, kadar imam nizke vibracije, ko se zbudim, ker imam še slab vibe, vzamem to šalico in si rečem Today is gonna be amazing. Ok, the best. Mogoče temu rečemo life hack po angleško, po slovensko bi bil življenjski, ne vem kaj, hack. Pač se pravi, neka stvar, ki jo zjutraj narediš, da v bistvu zamenjaš tisto, s čimer se zbudiš. Ker redki so ljudje, ki se zjutraj zbudijo in rečejo, koliko sem vesel, da sem živ, danes bo super dan, ne, takoj prvi izpomislim, ampak je trik. Bravo, Slow Jakey, oziroma Čmur, ki je napisal trik. Se pravi, življenjski trik, life hack, življenjski trik. Se pravi, da zjutraj prebiješ tisto, danes milijon sestankov, ampak ne, danes bo super dan. Tako da, Ula, hvala ti, ker si se odzvala. Hvala chatu za vprašanja, za komentarje. In mislim, da bo to res ena lepa oddaja, ki bo obstala na našem YouTube kanalu Mr. JP na YouTubu še en čas, oziroma dokler bo kanal obstajal, oziroma YouTube obstajal, bo oddaja tam gor, forever, bo oddaja tam gor in tako da ja, tisti, ki jo niso zdaj videli, če veste, da jo kdo ni, pa jo ful hotel, jo boste lahko delili, mi jo bomo v najkrajšem možnem času dal gor, Robi ponovadi poskrbi, da je tu že naslednji dan, oziroma najkasneje 2 dni potem. Tako da, ko bomo to vlada delili na vseh socialnih omrežjih, Uli posredovali link, ona bo delila, tako da boste v tem obveščeni. Ula, še karkoli bi povedala za na konec, oziroma kakšna je bila tebi ta izkušnja, kaj si ti mogoče dobila ali pa na novo spoznala? Meni je tako vedno fenomenalno, ker se s tabo pogovarjam, vedno nekaj novega dobim, vedno grem kakšno stopničko naprej. In ja, enkrat mi je en prijatelj rekel, ko sem stara 15 let, s kim si, taka si. Se pravi, s kom si, s komer se družiš, tak postaneš. In res, dajte okrog sebe imeti ljudi, ki vas inspirirajo, ki so taki, kot si vi želite biti, ker hotel pa ne hotel, en dan boste tudi vi postali taki. Tako da ne vem, če želite biti milijonarji, začnite iskati ljudi, ki so na poti tja ali pa so že tam. Če hočete biti fit, poiščite ljudi, ki so fit 12 mesecev na leto in tako naprej. In life rata ful bolj easy. Ok, the best. Kakšna je bila pa tebi izkušnja? Tega, mislim, rekel si, fajn se pogovarjati, ampak tako. Kot je, lej, online, ponavadi pridejo ljudje, imajo trimo. Okay. Ja, to ne, veš kaj, če si delal, to ne veste, to sem spustila, sem delala v zaporih, če si predaval zapornikom, mislim, da nimaš treme. Ok, mogoče še na hitro, kaj si pa zapornikom predavala, ki tu je ena taka? Ja, to je bilo pa tretje že, mislim, Most do izobrazbe je bil projekt, v bistvu ljudje so lahko po 20-30 let v zaporu, veste, kaj vse se lahko v tem času spremeni, računalniki so prišli in tako naprej. Učili smo jih od stvari, ki jih pač od zunaj niso takrat delali in so mogli zdaj nadoknaditi, ker bojo šli ven, da bojo lahko se vključili v življenje dejansko. Tako da to je bilo od pisanja prošnje za službo, do uporabe računalnika, do ne vem, pravnih stvari, ki so se spremenile, angleščine, tako res take stvari in bilo je fenomenalno in moji mami bom zavedno hvaležna, da me v bistvu malo porinila v to in res tam sem se ogromno naučila in tudi delo z ljudmi, kaj lahko vse da skupnosti in kako lahko en človek zaradi enega tvojega stavka, ki si ga povedal,
si je hvaležen do konca življenja. Kaj si pa mogoče spoznala, zdaj se je odprlo to vprašanje. Čmurk je napisal respekt za tako delo in Andrej je napisal hvala Ula, amazing. Kaj si spoznala glede zapornikov in s čim si prišla noter glede zapornikov in s čim si šla ven? V bistvu, noter sem šla mogoče z malo strahu, kaj pa bo zdaj, ne, veš, zaporniki, ne, pa se jih tak sam iz filmov poznaš te situacije. Ampak glede na to, da je moja mama delala z zaporniki že prej, se mi zdelo, da že ne more biti noben, ne. No, v bistvu, kaj sem tam spoznala, je bilo to, da nažalost zelo hitro se znajde samo v zaporu. Ker misliš, ima samo eno plat zgodbe, kako je grozen, ker je pač, ne vem, nekdo nekoga ubil. Ampak ker slišiš drugo plat zgodbe, zakaj je nekdo nekoga ubil, kaj je on, pač ne upravičujem, da ne bo pomote, ampak kaj vse je on njemu prej naredil, sem jaz dosti rekla, fuck, jaz bi ga tudi štihnila, ker to slišiš, ampak resno. In ne, pa so kakšne neumnosti, zaradi katerih postaneš v zaporu in tako si rečeš, fuck, kako hitro tam not postaneš in dejansko te ljudje niso nič drugega, ker jaz, niso nič slabši od mene, ampak pač rabijo neko drugo izkušnjo in jaz sem jim res probala dati tisto človečnost in ne vem, tudi kaj pač opaznik, a sem noter zdaj tle, jaz sem nekaj, ne rabimo vas, hvala, ker sem res zaupala v te ljudi in res verjamem, da to, kar daš, dobiš nazaj. Ok, the best. Čmurk je še napisal respekt Ula za tako delo, so že rekel, Andrej pa top vodenje Jernej. Hvala, appreciatem, cenim. In ja, res, mislim, da z Ulo bi se lahko pogovarjali še v nedogled. Tako da, mogoče ob kakšni drugi priložnosti podeliš še kaj več. Jaz vem, da recimo tle lahko podelim, da Urša je, mislim, da imela ali je delala ali bi rada delala na projektih z zaporniki, tako da mogoče zdaj dobila neko inspiracijo, neko usmeritev. Tako da bo pol povedala, oziroma ja, meni bo pol povedala, vedel se boste pa sigurno slišali, jo bo več zanimalo glede tega, ker vem, da je njej tudi tu zanimiva populacija, ki je sigurno za njo ni poskrbljeno tako, kot bi si želeli, no. Ni poskrbljeno kot za človeka, ampak kot za enega odpadnika, ne. In se mi zdi, da je zelo dobro, če ljudje naredimo tudi to, da ne enega, ki je enkrat nekaj naredil, dobi znamko za celo življenje, ampak mogoče rečeš, a ne. Tudi jaz sem se kdaj zdaj zlagal, pa nisem zato lažnivec in vse, kar povem, je laž, a ne. Ker vsi se kdaj pa kdaj zlažemo, ali pa smo vse tako ali drugače tekom življenja, ne, ali pa si kaj izmislil, pol bele laži, whatever, laž je laž, bela, siva, črna, ne vem kakšna, kaj vse še rečemo, je laž. In nisi pol lažnivec, ampak takrat si se zlagal, to je bilo to. In ja, tako se mi zdi, da se da to človečnost, ki si zelo lepo izpostavlja, se prenese noter vse sfere in sigurno jo manjka. Več o tem pa na naših podcastih, naslednji je že jutri. Sicer v angleščini, ki je v bistvu tema bo small business owners, se pravi za lastnike majhnih podjetij, moja izkušnja, predvsem izkušnja Aleksandra. Ja, in streami, ki nas čakajo še, zdaj bomo tega ugasnili, 10 do 11 začnemo na novo, ker igram z ekipo Call of Duty turnir, ki ima prize pool, tako da malo smo gledali, imamo kar realne šanse, da mogoče se uvrstimo top 3 in nekaj zaslužimo. Jutri podcast mogoče v bližnji prihodnosti, se zdaj pogovarjam še z eno slovensko bolj znano streamerko, ki bi se tudi mogoče potencialno se nam bo pridružila, tako da bomo razširili ekipo. Se pravi, teme bojo vedno nekaj drugega, jutri je ta, za naslednjo ne vemo, smo se odločili, da bomo v enem podcastu si izbrali temo za naslednji podcast, tako da se malo igramo, da vidimo, kaj pač pride gor. In v sredo je talk show v angleščini z mojo sošolko iz srednje šole, ki zdaj živi na Danskem, Špelo Silvester, zdaj Laumand, ki je v bistvu bila včasih badmintonska ful dobra igralka, prvakinja in šla na Evropska svetovna prvenstva, zastopala Slovenijo s sestro Urško, zdaj pa živi na Danskem že, ne vem, mislim, da 10 let, nekaj takega. In je gor poročena, ima otroke, zdaj začela nov poklic osebne trenerke, tako da ful zanimivo. Naslednjo nedeljo pa spet pogovorna oddaja v slovenščini, Nika Sedmak bo gostja, ona je pa
v bistvu ful rada dela z otroci na mogoče alternativen način, se pravi preko nekih gozdnih vrtcev in sama razvije projekte. Pred kratkim postala mamica, tako da bo imela tudi veliko za podeliti. Evo, toliko malo, kaj se bo dogajalo. Ula, hvala ti še enkrat, hvala vsem, ki ste gledali. To je to, medva Hvala, svetek. Jernej, ker delaš to. Super, lepo priznanje, me veseli. Z veseljem. Vzemi ga. Če kaj delam, je nabijam v mikrofon in dam nekaj ljudi ob tem. Tako da bo še veliko tega v prihodnosti tle in upam, da enkrat tudi užival v kakšnih drugačnih oblikah. Tako da bomo videli, kaj se bo to razvilo. Sanje so velike, cilj je, pot pa bomo videli, sproti stvarjamo. Tako da, evo, en lep večer vsem skupaj, tisti, ki pa ste navdušeni na Call of Duty, mi ne morete spati ob nedeljah, se vidimo ob 11. Čau, čau.